Regio Help, po domače bi rekli regijska pomoč pri dostopu do različnih ustanov, je računalniški sistem oziroma program, ki pomaga pri reševanju zdravstvenih oziroma socialnih težav. Njegova osnovna ideja je torej reševanje težav ljudi, ki iščejo informacije na različnih mestih in so do zdaj obiskali več ustanov, preden so našli tisto, kjer so dobili pravo informacijo, tisto, ki so jo iskali. Če gre za enega posameznika, je to seveda lahko njegov osebni problem. Kadar imamo pa množico ljudi, 100, 200, 300, se pa soočamo že s tem, da gre za pomembno izgubo časa, ki bi ga lahko porabili za kakšno bolj koristno aktivnost. No, in zdaj ideja je ta, da poskušamo ponuditi neko platformo, ki bi v neki regiji zbrala vse ponudnike socialne, na področju socialne pomoči in zdravstvene pomoči, in bi ti ljudje, ki so prej porabili veliko časa za to, da so prišli do tistih vrat, ta pravih vrat za pravimi informacijami, to pravzaprav našli že v enem koraku, torej na prvem koraku na tej platformi, in na tak način, da se vpiše problem, ki ga imaš, in potem ti ta platforma ponudi tiste inštitucije, ki se ukvarjajo s tovrstno problematiko in ti lahko ponudijo pomoč. Kaj pa tisti, ki računalnika ne obvladajo, to so predvsem starejši, ki tako pomoč največkrat iščejo? Mi smo delali dve raziskave. Najprej smo spraševali tiste ljudi, ki ponujajo v inštitucijah tovrstno pomoč, smo naredili intervjuje z njimi, tako da smo dobili njihova mnenja, potem smo naredili še tako imenovano kvantitativno raziskavo z anketami, kjer smo spraševali pravzaprav to populacijo, ki v zadnjih 6 mesecih iskala tovrstno pomoč. In zdaj iz ene in drugih ugotavljamo, da je pravzaprav teh ljudi, ki imajo določeno pismenost, ki je za to potrebna, relativno dost. Po drugi strani smo ugotovili tudi to, da mora taka platforma biti dovolj enostavna za uporabljanje. Ker pa se zavedamo seveda, da je pa en delež ljudi takih, ki tudi tega znanja nima, je predvideno to, da bodo ti iskalniki postavljeni tudi na takih mestih, kjer bi jim ljudem, ki bi ga želeli uporabljati, tudi pomagal. To je na eni strani, na drugi strani pa vsi tisti, ki v inštitucijah ponujajo pomoč in zdaj oni vejo za svojo inštitucijo, kaj je tisto, kar oni počnejo, nimajo pa pregleda nad vsem ostalim, bojo tudi oni lahko to uporabljali. Torej, če povem konkretno, nekdo pride k meni in me vpraša za eno pomoč in moja inštitucija tega ne ponuja, potem v tistem trenutku lahko grem na iskalnik, poiščem, kje to je in ponudim tisto ta pravo rešitev tej osebi. Torej, ona zdaj ne gre na slepo iskati nekam drugam, ampak pravzaprav v enem, 2 korakih že pride na tista vrata, kjer je lahko nudijo to, kar bi ona želela. Čezmejni projekt Regio Help že živi v Avstriji, v pokrajini Vojtsberg, v Sloveniji v Pomurju ga zdaj vzpostavljajo, kot pravijo, pa ga želijo najprej tudi preskusiti. Namreč nevarnost, ki se tu pojavi, je v tem, da če damo nek izdelek, ki še ni dokončno narejen, potem lahko hitro pride do nezadovoljstva, ker dobro ne funkcionira. Želimo ga dobro preskusiti in to, kar ste prej vprašali, v Avstriji ta platforma deluje, in tam se bodo vse te tako imenovane otroške bolezni poskušali odpraviti, potem se to prenese v en sistem, kjer normalno začne funkcionirati na ta način, da ga začnejo na eni strani ponudniki polniti z tem, kar ponujajo, in na drugi strani seveda uporabniki potem tudi uporabljati. Projekt ponuja rešitev v obliki samoučečega se sistema za upravljanje znanja in podatkov, razvitega na Tehniški univerzi v Gradcu v sodelovanju s podjetjem Nekom, izhaja pa iz lokalne problematike. Ravno zaradi tega, ker želimo v tem okolju to preizkusiti, dobiti sistem, ki dobro funkcionira, in potem, če bo se to zgodilo, potem je možno ta sistem prenašati v druga lokalna območja in verjetno bom v nekem smislu vedno ostal lokalen, zaradi tega, ker če iščem pomoč, obstaja neka geografska omejitev, kako daleč sem jaz pripravljen iti po to pomoč. Kar pomeni, da se odpirajo možnosti ne le za iskalca storitve, ampak tudi za ponudnika. In tak je zagotovo regijska bolnišnica. Ker prihajam iz Splošne bolnišnice Murska Sobota, seveda smo zainteresirani za te novosti, ker nenazadnje ugotavljamo, da naši uporabniki, pacienti so željni informacij in glede na to, da se spremembe hitro vršijo v zdravstvu, moramo dohajati tem novostem oziroma jih moramo sproti tudi informirati o naših storitvah. Dejansko tukaj vidi bolnišnica eno priložnost, kako naše uporabnike, predvsem paciente, svojce, čim bolj informirati, katere storitve lahko pri nas dobijo,
in potem tudi kako lahko sodelujemo z povezavi zdravstvo, sociala. Ne. Dejansko, ko so pri nas pacienti in se pripravljajo naprimer tudi na odhod domov, so ene stiske v zvezi z načrtovanjem odpusta in tukaj rabimo spet neko sodelovanje med nami in ne vem, domovi za starejše, center za socialno delo. In tudi na ta način upamo, da bomo lahko bolj vzpostavili to sodelovanje med institucijami znotraj regije. Projekt prinaša pluse in minuse, možnost večjega povpraševanja iz Avstrije in možnost večjega odliva v Avstrijo. Ko nas že zdaj zavezuje ta evropska direktiva o prostem pretoku pacientov, ne, mi smo dolžni nuditi te nujne zdravstvene storitve tudi tujcem. Ne. Sigurno se bo pojavilo, lahko pričakujemo tudi interes do določenih specialističnih storitev. Ne. Tega bi bili veseli, ampak glede na trenutno stanje, visoke, dolge čakalne dobe, verjetno še v prihodnosti ne bo teh težav, ker vemo, da so vseeno razlike med zdravstvenim sistemom pri nas in v Avstriji. Ampak smo pozitivistični, upamo, da se bo čez čas to stvari, da se bodo izboljšale. In bojazen, da starejši bolj malo brskajo po spletu? Mi moramo dati uporabniku vse možnosti, naj izbira. Ne. Nekateri se bodo odločali in bodo iskali informacije na spletu, drugi bodo rajši poklicali, uporabili telefon ali osebno prišli do nas. Sistem bo poleg spleta javno dostopen na informacijskih točkah v javnih ustanovah, po telefonu, vzpostavljena pa bo tudi mreža za sodelovanje ustanov v regiji. Sistem in mrežo bosta usklajevala Center za zdravje in razvoj Murska Sobota v Sloveniji in Haus des Lebens v Avstriji. Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru pa bo sistem podprla z optimizacijo procesov in vrednotenjem učinkov projekta.